Republika Armenija leži v južnem Zakaukazju med Gruzijo in Azerbajdžanom na severu in vzhodu ter Turčijo in Iranom na jugu. Neodvisnost od Sovjetske zveze je razglasila leta 1990. Njeno glavno mesto je milijonski Erevan. Zanimivo je, da 3-krat več Armencev kot v matični državi živi v diaspori, večinoma v Rusiji, Franciji in Združenih državah Amerike. 3,5-milijonsko Armenijo spremlja nemirna zgodovina. Južno-kavkaški narodi so ob razpadu Sovjetske zveze videli priložnost za uresničenje svojih nacionalnih teženj. Tako je v začetku 90-ih izbruhnil oborožen konflikt v Gorskem Karabahu, takrat na področju Azerbajdžana. Vojno so na obeh straneh vodili oficirji, ki so bili predtem kolegi v sovjetski vojski. Več vojne spretnosti so pokazali Armenci, ki so področje Gornjega Karabaha okupirali. Tam so še danes. V Erevanu so tej zmagi posvetili mogočen spomenik in ga postavili na vzpetino, vidno iz celega mesta. In kot se rado zgodi pri tako megalomanskih projektih, se je tudi tukaj zalomilo pri finančni plati. Danes na vrhu spomenika zeva velika gradbena luknja nedokončanega spominskega centra. Armenija je bila pred letom 1454 mogočen imperij z bogato kulturo in je v določenem času nadzorovala vse ozemlje med Črnim morjem in Kaspijskim jezerom. Že leta 301 je postala prva država, ki je formalno prevzela krščanstvo kot uradno državno vero. Rim jo je prevzel 12 let kasneje. Velika večina Armencev pripada Armenski apostolski cerkvi, ki velja za samostojno vejo krščanstva. Eno najlepših svetišč, ki se nahaja v bližini Erevana, je samostan Gekart, zgrajen v mogočni skalni dolini in je uvrščen na seznam Unescove svetovne dediščine. Samostan je obzidan s 3 strani, na severni strani pa ga obdaja navpična skalna stena. Zunaj obzidja, tik pred glavnim vhodom, se nahaja kapela Matere Božje, najstarejši del samostana, ki je bil zgrajen že pred letom 1164. Eno večjih nacionalnih travm Armenije predstavlja turški genocid, ki se ga spomnijo vsako leto 24. aprila. V njem naj bi v letih med 1895 in 1923 umrlo približno 1,5 milijona Armencev. Preživeli se po vojni niso mogli vrniti domov, zato so se razselili po vsem svetu. Njihovi najbolj znani sonarodnjaki, ki so uspeli v svetu, so Charles Aznavour, francoski šansonjer, ameriški tenisač André Agassi, pevka Cher in rock skupina System of a Down. Stebre gospodarstva predstavljajo kmetijstvo, vodno gospodarstvo in rudnine ter pomoč številne diaspore. Eden najbolj znanih izvornih artiklov pa je brez dvoma konjak Ararat, poimenovan po istoimenski gori, ki jo Armenci štejejo za sveto. Ironija je, da jo lahko gledajo le od daleč, saj Ararat stoji na ozemlju Turčije, meja z njo pa je hermetično zaprta. Erevan je glavno in največje mesto v Armeniji in hkrati eno najstarejših stalno naseljenih mest na svetu. Je upravno, kulturno in industrijsko središče države. Prestolnica Demokratične republike Armenije je postal po koncu Prve svetovne vojne, ko se je na tisoče preživelih armenskega genocida odločilo, da se naselijo na omenjenem območju. V 20. stoletju je mesto, ki leži ob reki Hrazdan, doživelo prvi razcvet. Veliko preobrazbo Erevana so izdatno financirali armenski ruski milijonarji, ki so vlagali v gradbeništvo. Tudi zaradi tega se je cena nepremičnin v prestolnici povečala v zadnjem desetletju za 10-krat.
Na sprehodu skozi center smo občudovali Trg Republike, muzeje, galerije, knjižnice, številne restavracije, trgovine in ulične kavarnice. Obisk turistov se iz leta v leto povečuje. Armenci imajo veliko ponuditi. Od luksuznih hotelov, številnih parkov, bogatih zgodovinskih točk v bližnji okolici, nočnih klubov, jazz klubov, čajnic. Taksisti delajo 24 ur na dan. Ljudje so gostoljubni, družabni, radovedni in ponosni na svojo prestolnico, ki je od nekdaj pomen dajala lega na križišču pomembnih trgovskih poti. Nas pa je pot vodila do srečanja z Ruslanom Marukjanom, ki z družino živi na podeželju. Ruslan je invalid. Poškodoval se je med vojno. Po rehabilitaciji se je vrnil v rodno vas, a s pokojnino ni mogel preživljati družine. Odločil se je, da bo postal živinorejec. Med pogovorom nam je povedal, da je za vse, kar je dosegel v življenju, hvaležen svojima staršema. Družino vedno postavlja na prvo mesto in navezanost med člani je očitna. Ruslan je iz vojne prinesel kar nekaj vojnih odlikovanj. Najbolj ponosen pa je na medalje, ki jih je zaslužil v športni karieri. Pred leti je namreč tekmoval na paraolimpijskih igrah. Ruslan ohranja telesno pripravljenost z dvigovanjem uteži. Telovadnico na prostem si je omislil kar na svojem dvorišču. Ste vedeli, da so armenske oblasti leta 2011 odločile, da bodo naboru obveznih predmetov v šoli dodale šah? Menijo, da bo učenje šaha pripomoglo k intelektualnemu razvoju otrok in njihovemu kreativnemu mišljenju. Sicer pa šahovski velemojstri v Armeniji uživajo zvezdniški status. Armenija je raznolika, skrivnostna dežela, ki ponuja radovednemu popotniku prav vse. Lekcijo zgodovine, zvrhano žlico kulture, gurmanske užitke in neokrnjeno naravo.